Lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj, da ne bo izpadlo, da sem jaz zdaj neki velik poznavalec Indije, bistveno več izkušenj imam z nekaterimi drugimi trgi, recimo s Kitajsko, z Iranom, tudi v Rusiji. Vendar te izkušnje podjetje človek dobi tako, da se poda na te trge. Zdaj, samo poslušati in brati z interneta, to ne gre. Treba se po neki zdravi pameti in z neko pravo mero korajže potem tudi odpraviti na te trge z nekimi pričakovanji in poskušati dobiti svoje priložnosti. Zdaj, jaz danes sem pripravil nekaj slajdov, to, da predstavim malo podjetje, pa kako se je začela ta pot sodelovanja z Indijo in pa kje smo v tem trenutku. Ne povem že naprej, da mi smo v neki fazi zdaj zaključevanja pogajanj okrog ustanavljanja mešanega podjetja. Cilje bom pa predstavil. Zdaj, Nataša, če imamo nekaj časa, jaz bi veselih filmček zavrtel 5 minut, to, da malo vsebini gostola poznate, kaj mi delamo in kaj je tisto, kar glavnina tega, kar boste tle videli, teh tehnologij želimo osvojiti v Indiji, tako da boste malo imeli občutek, kar je, lahko malo znižamo. Vse pa sliši to? To je samo muzika, se ni, če jaz malo pogledal. Tako da, to je en primer mi smo podjetje, ki delamo pekarsko opremo za industrijske pekarne, s katero pač se proizvajajo razni tipi kruhov. To je recimo taka naša tipična peč, ki jo bomo tudi osvajali v Indiji. Zdaj, to je en primer iz Malte. Par let nazaj je bila kot turnkey project, se pravi komplet projektna dokumentacija, izbor dobaviteljev nekaterih tehnologij in pa večina opreme izdelane in razvite v Gostolu, tako da smo kupca suportirali od inženiringa do same implementacije te opreme. Gostol proizvaja tudi take izdelke, v tem primeru to ni naš produkt, ampak kot partnerja, ker je kupec želel pač imeti nek boljši brand, vendar od tukaj naprej pa kompletni proces obvladujemo v našem podjetju, tako razvojno kot tudi proizvodno. Zdaj, mogoče malo za zanimivost, kako sploh nastaja kruh, torej testo je treba zamesiti, to več ali manj vsi poznate, potem je treba to testo zelo natančno razkosati na točno določene koščke, to je zelo pomembno, da kupci ne izgubljajo ali preplačujejo končnega izdelka. Potem se testo oblikuje, spravi v neko umestno počivanje. To je vse produkti razviti v Gostolu. To je neko umestno počivanje, to je ta prvi stres, testo malo odpočije, kakor pravimo temu, potem gre pa na oblikovanje. V tem primeru gre za kasetni kruh, o katerem bomo tudi okrog Indije največ povedali, ker večina panglamina nas zanima ta kasetni kruh, ta angleška kultura se je odrazila tudi v tem toast kruhu. Dobro, to je zdaj ena fermentacijska komora, kjer testo potem malo vzhaja. V tem primeru ni prikazano kasetni kruh, ampak žemljice za McDonald's. Tako da tudi to zna biti zanimiva rešitev, tudi za Indijo, tam so KFC, McDonald's in podobne verige že zelo močne. No, ko testo vzhaja, potem gre na peko. Vse te stroje, ki vidite, so to opremo, je prilagojeno kupčevim zahtevam, tako prostorskim, kot tudi kapacitete, ki jih kupec želi, in pa tipe, ki jih želi delati. To je skoraj vsak projekt je neke vrste neka aplikacija, ki jo pač potrebno razviti. Posipavanje in pa potem na pladnik.
peč. Gostov ima veliko tradicijo na področju proizvodnje peke, tako pride zadeva ven. Več kot 500 peči je v svoji zgodovini že postavil inštaliral. Najstarejša, ki trenutno dela, je letnik 76, nekje v Nemčiji, tako da imamo kar nekaj referenc in to je tudi neka prednost, ki jo je tudi ta partner v Indiji videl. In moram reči, da tudi ta predstavitev, ki smo imeli dol, malo več pogledal naprej, zelo pomembna. Tako da to je industrija, kjer se prodajajo reference, ker taka oprema mora delovati ne 2 leti, to mora delovati 10, 15, 20 let, zadeva deluje. Treba vedeti, da partner, ki bo to delal, da bo pač, tle se vidi recimo ohlajen in zdaj tega kruha, ki je pečen, šele potem hladen kruh gre v pakiranje na razrez. To je pa še drug tip kruha, prosto pečeni pravno temu. Tega recimo v Indiji ni, prav zaradi higienskih in klimatskih pogojev, takega tipa kruha, mislim, da po pogovorih, ki smo imeli, nikoli tudi tam dol zelo verjetno ne bo, zato tak način tehnologij ne bomo proizvajali. Zanimive so te žemlje in pa kasetni kruh kot tehnologija, ki jo pač ponujamo. Zaključeno ta kratka predstavitev, ker mislim, da je kar malo fascinantno to videti, kako ta oprema deluje. To je avtomatiziran pristop in vse to znanje treba vse te tehnologije sinkronizirati, zato da recimo povprečje tam tona do tona in pol kruha se proizvede na uro v eni taki pekarni z 2-3 ljudmi. To so rešitve, ki pač gostov obvladuje že več kot 60 let in tukaj poskušamo zdaj z neko prenovljeno strategijo tudi se širiti. To je samo tako malo za predstavitev, ker verjamem, da je gostov zelo malo prepoznavan tudi v slovenskem prostoru in malo prilika izkoristim tudi malo za predstavitev. To je naša tovarna v Novi Gorici, kjer poleg razvojnega centra, to je ta oranžni del, imamo tudi komplet proizvodno, to kupci zelo cenijo, da nismo samo inženirji, ampak da smo tudi proizvajalci in razvijalci te opreme. Zdaj, naše poslanstvo so velike, oziroma naši kupci so velike in srednje pekarne, kjer nudimo ustrezno tehnologijo, to, ki ste videli, in pa storitve. Zelo pomembno je, da je servis 24 ur, 365 dni, to je bil tudi eden od kriterijev pri izboru partnerja v Indiji. Eno tako mrežo zgraditi, to ni mačji kašelj, to je ena infrastruktura, ki jo recimo gostov iz Slovenije tukaj, če bi se podal sam v eno tako zgodbo, tudi gradiš lahko 10 let eno tako mrežo. Je pa zelo pomembno, ker kupci sprašujejo, se sedemo, če ne kupi pravni stroj, ne zanima, kje je pač servis. Zdaj, okrog naše opreme se veliko delamo na inovacijah, kar se tiče energetske varčnosti in pa proizvodnje sodobnih ter zdravih pekovskih izdelkov, predvsem zaradi higiene in čistoče, kar je zelo velik izziv tudi za Indijo, tako da to so bili kar navdušeni nad našim znanjem z tega področja. Seveda inovativnost, fleksibilnost, visokoproduktivne, celovite rešitve je naša pozicija, ki jo želimo braniti in razvijati tudi v bodoče. No, to je ena čistko izgleda tovarna, tle recimo to je človek, mi postavimo praktično celo tovarno, lahko pa tudi posamezne dele linij po želji kupca prilagodimo njegovim specifičnim zahtevam. Kot zanimivost, to linijo sem predstavil v Indiji, ko smo bili na zadnjem sejmu na pekarskem združenju. Prvič so, bi rekel, tako na indijskih tleh na nek način, lepo nisem prvič videl, ampak na takem skupu se zagotovo predstavili eno inovacijo. To je kruh, toast kruh, ker pač drugega dol tudi ne bomo mogli delati.
ki se po peki pač zapakira, potem je ponovno peč na pasteurizacijo. Se pravi, na ta način dosežemo neko sterilizacijo, pasteurizacijo tega kruha brez aditivov in brez konzervansov, kar je tudi prvič za nas. To je zelo pomembno, vendar tudi za Indijo bomo nadaljevali veliko. Mislim, da so bili kar navdušeni, povedal sem, da tako lignjo bojo kupili čez 10 let, ne pa čez 3 leta, tako da imamo prej še marsikaj drugega narediti. Nekaj osnovnih podatkov sem že povedal. Lastništvo imamo notranji lastnike, to so bivši sedajni zaposleni. Glede na to, da imamo 80% naše prodaje, so projekti, nam pač tudi prodaja njiha iz leta v leto, tam je 15-20 milijonov. Skoraj celoti izvozimo, razen kakšen projekt v Sloveniji, ki ga naredimo. Zadnji je bil lani v kruh Koper, v Kopru. Glavni trgi, tradicionalno Rusija, Ukrajina, vzhodni del, zelo močno rase Romunija, predvsem zaradi spodbud Evropske skupnosti. Prisotni smo pa še v drugih delih Evrope, največ uspeha pa imamo v Skandinaviji, na Norveškem, konkretno kar veliko inštalacij naših rešitev. Približno 170 zaposlenih, razvoja kljub krizi v zadnjih 2 letih nismo krčili, ampak krpili, tako da tam 20 do 25 ljudi konstantno dela na novih rešitvah. Proizvodnja glavnina v Sloveniji, pred leti je odprta podružnica tudi v Bosni, predvsem za neke produkte starejšega tipa. Lani smo malo strategijo prevetrili in rekli, da gremo globalno, ker vidimo, kakšna Evropa, kakšne napovedi rasti ima in da svet okrog Evrope ima čisto druga pričakovanja, druge napovedi rasti, drugo dinamiko razvoja in tle nekako tudi interno smo morali prodati to strategijo, da se je treba koražiti in iti tudi na nove trge in poskušati tam se uriniti pred kom drugim. Še vedno tailor-made rešitve, se pravi ne prodajati nekih standardnih stvari, ampak prilagoditi to zahtevam kupca, prostora, potrebam. Mislimo, da lahko ponudimo to z najvišjim donosom, kajti vselih naše rešitve. Mi se tepemo z Nemci, z Američani, z Skandinavci, tako da tukaj imamo neko konkurenčno prednost, recimo v neki cenejšem znanju. Zdaj, zakaj Indija? Mi smo lani v strateškem načrtu zapisali, da bomo preštudirali, preanalizirali vse te hitro rastoče trge. Kitajska, Indija, v Rusiji smo itak že prisotni od vodilnih ponudnikov, Južna Amerika, Bližnji vzhod in pa Afrika. Zdaj, ta analiza je v teku, vendar ta Indija je pa kar nekako štartala v ponadaljevanju, kako je prišlo do tega. Zakaj Indija? Veliko razlogov je bilo že pred mano Nataša povedala. Gre za velik trg, predvsem je zanimiva ta nizka povprečna starost. To je značilno tudi za nekatere države, recimo Bližnjega vzhoda. Iran osebno poznam in kjer imaš tako strukturo, pomeni tudi dinamika gospodarske rasti, želje, volje, borbe, hotenja je bistveno drugačna, kakor je recimo v tem trenutku v Evropi. Nizki stroški delovne sile, to sicer drži, vendar ne opozorim, da tudi tukaj vse trendi premikajo, da je cena dela z rastjo gospodarske oziroma standarda se povečuje, to občutijo tudi recimo peki kot naši kupci in že tarnajo na tem, zato so zainteresirani za industrijske rešitve, ker človeški faktor praktično zelo minimalno vpliva na vse to. Rast 8%, zdaj smo imeli internacionalizacijo, najvišja rast v Evropi ima Poljska, mislim, da 3,8%, mi smo kar tako, Poljska je nova primerna. Če pogledamo malo čez te meje, vidimo, da stvari so lahko
bistveno drugačne. Ne. No, če se sam še za trenutek kot zanimivo zostavim pri Poljski, Poljska je tudi za nas ključnih trgov, ki ga zdaj ponovno osvajamo. Letalska karta od, ne vem natančno, iz Ljubljane ali iz Trsta do Varšave 800 €. Ne. Isti teden sem šel jaz v New Delhi iz Trsta 730 €. Ne. Sem rekel, mislim, sploh ni nekaj razmišljati. Dejstvo je, da ti interni leti po Evropi si misliš, da je tukaj, da je blizu, do Varšave se odpraviti z avtom, je pa tudi ena druga avantura. Take stvari je treba imeti v vidu in potem, ko smo to malo analizirali, vidiš, da dejansko se da handlati tudi to tukaj. Ne. Ključen razlog, zakaj Indija, je predvsem v tem velikem in močnem in hitro razvijajočem se srednjem razredu. Mi ne targetiramo na milijardo 200 ljudi. Mi želimo osvajati teh 300-400 milijonov srednjega razreda, ki bo v naslednjih 5 do 10 letih se boril za to, da bo imel svoj avto, da bo imeli svojo varno televizijo, internet, kar večina že ima, da bo imeli urejene zdravstvene storitve. Skratka, želijo vsi standard, ki ga povprečju tukaj živimo. In verjamem in prepričani smo, da bodo ti ljudje tudi bodoče zaradi tempa življenja, ki se bo odvijal, vedno več želeli hitrejši način prehrane in pa beli kruh zjutraj kot tudi neke vrste statusni simbol. Tlej je ta angleška kultura pustila svoj pečat in tukaj verjamemo, da lahko poberemo, oziroma da bo povpraševanje po tem kruhu bodoče naraščalo. V angleščini ne vzgulju besed se to, kar ste slišali, drži, ampak res je lepota delovanja z Indijo je prav balzam, bi rekel, ne? Tisti, ki ste imate kaj izkušen z drugimi državami, boste videli tle, z angleščino si praktično na vsakem koraku skoraj živiš kot doma. Preko Indije možnost prodor tudi na ostale oddaljene trge, predvsem kar je tistega bazena indonezijskega področja tem dol. Bližnji vzhod, tam, kjer je dosti Indijcev tudi poseljenih in ti kupci imajo stike tudi z njimi in znajo delovati tudi z njimi. In pa preko toast kruh kot eden najbolj globalnih tipov kruha, ki nas tudi najbolj zanima v vseh anglosaksonskih državah. Do Avstralije tam bistveno bliže, kot iz Evrope. Računamo seveda tudi na Afriko, ki se bo odpirala, vendar jih bo treba imeti neke bližnje prodajne tokove, tako da zagotovo tukaj lahko napademo praktično cel spodnji del poloble se bo dala iz Indije handlati bistveno lažje kot iz Slovenije. Tretji razlog, pa peti, ne vem, po vrsti, veste, kakšna so valutna nihanja. Tukaj kakorkoli dolar ostaja globalna valuta in te države so bolj ali manj vezane na te dolarske tokove in če hočemo vstopati na te trge, tudi Ameriko, mislim, da moraš imeti dolarski vir proizvodnje, če ne, nimaš šans. Razen, če prodajaš sve neko luksuzno blago, v nekem delu imamo, vendar kot linije pa definitivno ne. Zdaj, samo za malo ilustracijo našega trga, pekarska industrija v Indiji je dosti tudi na črnem trgu, skratka neevidentirano, gre pa predvsem za tradicionalen kruh, ki ima skoraj vsaka vas, ima svoj detalj, tako kot imajo svoje začimbe, imajo tudi svoj kruh. Denosta mislim, več drugače, ni v Sloveniji, tudi v Evropi, stedi koliko tipov kruha imaš v vsaki vasi, skoraj svoj pečat. Ti tradicionalni kruhi niso ni naš target, vendar samo kot zanimivost, tudi to je sestavni del te industrije.
Naš target je toast kruh, to 400-gramski, ki je nekako standard, in pa izzivi, ki nas tle čakajo, ne. Zelo pomemben je trajnost, inženjerska doba tega kruha, zapakiranega. Trenutno ta zadeva drži tam 3 do 4 dni zaradi visoke vlage, zaradi visoke temperature, zaradi slabega pakiranja, zaradi slabe kakovosti surovin, zaradi nizke stopnje higiene pri sami izvedbi in tako naprej. Kup razlogov pride do tega, da kakovost tega kruha industrijskega v tem trenutku ni na tej ravni. Veliko je praktično industrijske linije dol še ni. Potem je tle prepečenc, tudi zanimiva rešitev, tudi tle imamo, recimo, kar se tiče peke. Vse rešitve, piškoti ni naš core business, ne znamo delati, lahko kaj spečemo, vse ostalo bodo deli drugi. Za primerjavo, še en podatek, zelo pomemben, ki nas navdihuje z optimizmom, je indici pojejo na prebivalca cirka 2 kg na glavo. Koliko sem že prej bil, poraba se povečuje zaradi razlogov, ki sem jih razložil. Evropa se vrti okrog 50 kg na prebivalca, tudi Slovenija je tega nekje. Nemci so tam že skoraj pri 100 kg, zelo velik trg, največ pa pojejo Bolgariji, Romuniji, tam okrog 120 kg na glavo. Vseeno so to, kljub velikosti so ti trgi za nas še vedno tradicionalno zelo pomembni. Glavni izzivi pekov v Indiji, ki jih poskušamo reševati z našimi rešitvami, prvič zagotavljanje količin za to rast, sem že prej povedal, v glavnem se zdaj to dela polročno, par posnetkov smo videli, to je, mislim, fascinantno videti, kako sploh kaj nastane, nepredstavljivo, Potem je kakovost, tle smo, ko smo se pripravljali na ta obisk in predstavitev na sejmu, ker smo pač se morali nekje pozicionirati, smo poudarjali prav te zadeve, se pravi količin, kakovost, kupci, ki se navadijo na nekaj okusa, na nek tip, na nek vrsto svežino, mehkobo, to so vse boste malo razmislili pri sebi, potem želijo tako konstantno kakovost videti vsak dan in vedno in povsod. Tako da to na roke enostavno ne gre, treba imeti industrijske rešitve. Daljša življenjska doba kruha, predvsem zaradi tega, ker industrijska pekarna pač je narejena za velike količine in treba ta kruh potem distribuirati dlje. Če hoče distribuirati dlje, mora imeti daljšo življenjsko dobo. Vse to pa kup kombinacije treba narediti zato, da se to podaljša od pakiranja do higiene, kar je ena od velikih izzivov, ker nimamo še prav jasne slike, kako nam bo to uspelo, ker nič nam pomagalo visokotehnološke rešitve, če nam bojo spremenili navad. Higiena ni neka točka za jih pohvaliti. Dobro, prav zdrava prehrane smo že rekli in pa rast stroškov dela pekarne, ne samo pekarne, tudi na splošno. Stroški, kljub temu, da so nizki, rasejo in to z pomembnimi procenti. Podobno, kar se je zgodilo v Kitajski, se bo dogajalo tudi v Indiji, vse je v končni fazi standard, to pomeni dvig standarda. Jaz pa nekaj izkušnje iz avtomobilske branže, 10 let nazaj, nekje smo se pogovarjali, da tam, ko je bila Kitajska pred 10 leti, je danes Indija in tiskar danes zakopal, začel delati svoj tržni delež dol, bo imel neko prednost definitivno. Čez 50 let bo trgi polni, tako v Indiji. Na Kitajskem danes je že čist neki drugega. No, zdaj, če se obrnem konkretno, to so nekje razlogi, logika in neka motivacija, ki nas tega dol veže. Zdaj pa kako vse to spoznati, kar sem povedal, nisem spoznal preko dostopnih podatkov, ampak bo treba pač se pogovarjati s konkretnimi ljudmi, obiskati konkretne pekarne in se pogovarjati z bodočimi kupci. Kako smo do njih prišli, mi smo
oziroma jaz sem se gospod pridružil lani, tako da te zgodovine bom sam podal. Sklenjen je bil leta 2004 licenčni dogovor, gospod Gopan je podjetju v družbi CS Aeroteran prodal licenco za izdelavo nekih posameznih strojev. Stroje za rešalce, za neke delilne stroje, skratka, opremo za neke manjše pekarnice, tako, nič posebnega, to je bilo prodano in ko sem jaz to malo pregledoval, tudi plačano, fair, tako da je vsaka opnina bila prišla po dogovoru nazaj, tudi na royalty, ki je bil dogovorjen. Ta licenčni dogovor se je v letošnjem letu iztekel, ravno v teh mesecih, ko smo bili dol, se je ta dogovor iztekel. No, jaz sem v priliko pol oktobra se prvič srečati v Nemčiji s temi predstavniki CS Aeroterma, ki so med tem časom že kar precej zrasli. Ne samo na račun te opreme, ampak so kupili še licenco za manjše peči iz danske firme in trenutno predstavljajo, so največji proizvajalci teh manjših peči v Indiji, tako da imajo najvišji tržni delež. Jaz to poslušam in spozdelom, ne moreš se verjetno, da malo preveriti, smo pol tudi preko bonitetnih hiš malo dali preveriti vse te podatke in mislim, da zadeva ta globalu stoji. No in gospodi so se približali, smo se spoznali, s rekima, Mr. Vidic, we would like to have the license for the big tunnel ovens, za velike peči, za industrijske rešitve. Sem rekel, ne, to pa ne bo šlo tako, to je naš core business in mi bomo šli v skupno firmo, če se lahko pogovarjamo, želimo spoznavati trg, želimo predstavljati, nam samo prodati licenco ni več interesu in to je naša osnovna strategija. Mi smo začeli debate okrog peči, rekli smo, da nam tudi mašinski delež, to da začnemo vstopati v to industrijsko okolje. No, potem smo analizirali zadeve, izmenjevali podatke, da smo veliko korespondence bilo v tem obdobju, zelo dobre občutki se zgradijo med ljudmi, že čisto po mailu, čisto po Skype, se da stvari smo peljali, s tem, da smo potem v marcu šli na ta sejem, ker sem se hotel malo prepričati, sem prvič vidi, malo sem računal, sem rekel, dobro, en dan bomo šli, tam bomo prišli par kupcev, se bomo malo predstavili, bomo pa šli malo pogledati, kako je New Delhi. 3 dni, 4 dni smo bili do polnoči v akciji in se pogovarjali, so nas zakopali in enostavno smo morali sodelovati, tam je bilo več kupcev, ki se je zanimalo za te rešitve. No, in smo tam tudi nekatere povabili, nekateri so bili že tukaj, prejšnjih 14 dni, en teden smo naše reference predstavili, tako da so kar koražno si zaželeli teh rešitev. Zdaj, ključen problem, ki je nastal, in jaz sem delal, da bo nastal, je cena, ker Indijci so izredno cost-oriented, to poznam že iz prejšnjih izkušanj in vsi bi imeli vse, vendar to ni problem, da nimajo denarja. Ni to, imamo tudi take primere, ki vsi bi imeli vse, pa tudi denarja nimajo. Nekateri so zelo bogati, družinska podjetja, močna tudi finančno, vendar ni šans, da plačajo evropsko ceno za to. Tudi če je evropska kakovost, svetovni nivo, tehnologije in tako naprej, ni govor, to oni ne bojo plačali. Zato smo prodali pač dol, kako rekel, idejo in koncept, da bomo za njih ustanovili mešano podjetje, kjer bomo ključne tehnologije, oziroma ne ključne, preko te ste videli, koliko je raznih rešitev, ki jih imamo, da bomo proizvedli v Indiji po indijskih cenah in s tem dejansko prišli do neke konkurenčne prednosti, se izognili carinam in zagotavljali ta servis, ki pač kupci tam morajo imeti. Zato smo v aprilu po vseh teh
tiskih so Indijci prišli gor, bili 14 dni pred nas in smo res šli analizirati vse preko te peči, tudi kompletne linije, kako je želja izrasla iz peči na kompletne linije, tako linijo, ko ste predvideli za kasetni kruh. No in smo analizirali in ugotovili, da dejansko naša proizvajalna cena je dol prodajna cena. In to je nivo, kjer smo ugotovili, da skozi razne metode in kalkulacije smo rekli, to je to in tukaj lahko zadevo zateljamo. Nadaljevanje bom predstavil še poslovni model in smo nekje gradili to vizijo in še vedno gradimo, da bo ta joint venture CS Gostol vodilni ponudnik industrijskih rešitev za proizvodnjo kasetnega kruha, se pravi toast kruha in drugih izdelkov v Indiji. Ker na tem sejmu nismo opazili nobenega od naših konkurentov, ki se sicer srečujemo na vsakem sejmu, v Evropi, v Ameriki in tako naprej. Pravijo, da sicer so imeli stike, vendar zaenkrat kaže, da bi lahko tle bili en korak pred njimi. Poslovni model, ki se zdaj nekako kristalizira, še enkrat poudarjam, zadeva ni še končana, jaz na tle malo prodajam umestne rezultate, da nas držali za besedo. Jaz sem skoraj prepričan, da ne bo padlo v vodo, ampak zadeva ni podpisana. Tle sem pač bil povabljen in se rekel, da treba pogledati te umestne rezultate, se ne bomo več videli. Prva ideja je bila manjšinski delež, ti peli in bomo že mi malo spremljali, kako trg diha, kje so kupci in tako naprej. Dobro, pol smo malo razširili obseg in sem rekel, to pa ne šlo več z manjšinskim deležem in sicer smo zbrali to zelo tvegano, zelo tako neugodno obliko, ampak ok, 50-50 je nekje zdaj dogovor. Mi vlagamo dol dokumentacijo, know-how, tako za peči kot za neke velike postroje. Partner bo dal neka obratna sredstva, ekipo, da bo treba pač financirati v nekem mestnem obdobju. Koncept je tak, joint venture bo obvladoval trženje, se pravi kupci teh linij in te opreme bodo šli preko joint venture, ki bo poleg trženja obvladoval tudi montažo končnih izdelkov, se pravi tiste linije, ki ste jih videli, se potem zložijo v celo linijo, ampak so umestne peči, komore in tako naprej. To montažo bo obvladoval joint venture, ki bo tudi lastnik dokumentacije. Razne komponente bo dobavljal sam partner, ki ima tudi lokalno proizvodnjo, oziroma se tam next door bomo tudi mi, in pa drugi dobavitelji. Čim več bomo poskušali pač sourcati v Indiji, zato da bomo še bolj konkurenčni. Ključna oprema inženiring bo iz Gostola, vsaj dokler bo možno, ker verjamem, da to so stvari, ki se jih da nekako posebno nekdo, ki je vešč zgodbe, počasi osvoji. Njihova strategija je bila jasna, mi v to gremo, mi to bomo naredili, mi to bomo razvili. Zdaj sem vprašanje, ali greste zraven, ali pa bomo čez 5 let se dobili v Nemčiji, ne, kakšen sejbu, tako naprej. Zdaj smo nekaj boljše, da smo mi jahamo konja, kot da oni nas ne, tako da smo nekaj bomo to izkoristili. Tako da to ključno opremo, nekatere ključne stroje, ki so res specialni, tisto mislim, da bomo nikoli osvojili v Indiji in bo to vedno proizvedeno v Gostolu in prodano kot košček, kot en delček v teh projektih. Brez tega pa tudi ne. Recimo, da sam software, kako sinhronizirati na tako linijo, to bomo poskušali držati čim dlje, čeprav lahko sem optimist, ne. Bangalore je največji center IT-a na svetu in se bojim, da bo hitro tudi pomembna zadeva, s katero smo tudi interno nadaljevali zgodbo, je, da je trženje omejeno samo na indijski trg. Par držav še zraven. Vendar, tako smo rekli, gremo, tudi ne bomo veliko zaslužili, recimo, od te prve faze, vendar želimo pridobiti ena konkurenčnega dobavitelja, proizvajalca naše opreme.
s tem pa si povečati možnost prodora na te nove trge, od Avstralije do Afrike, Bližnjega vzhoda in Amerike, kjer bo pa trženje izključno teklo preko Kostola. Po indijskih cenah. Tak je dogovor, tudi potrjen, se pravi, tako ceno, ko bo joint venture dosegel na Indiji, imamo mi kot kupci za trženje naprej. Vsa razlika v ceni, tam je stvar Kostola. To je bil eden od ključnih motivatorjev tudi zame, da zadevo peljemo naprej. Dodatne možnosti ali pa priložnosti, ki jih vidimo, so tudi nabava določenih delov, opreme ali rešitev iz indijskega trga potem za potrebe proizvodnje trženja v Sloveniji za evropske kupce. Tako da, jaz sem zagovornik, posel dela posel, če greš nekam, vedno se kaj naučiš, vedno koga spoznaš in če se držiš, rekel, ustaljenih poti, ustaljenih poslov, ustaljenih kupcev, potem preslej izgubiš to celovito sliko. Tako da, to je poslovni model. Računamo, kot sem že rekel, gremo dol brez denarja, vlagamo know-how, vsa tehnični support in inženjering, ki bo pač tudi plačan strani projekta ali končnega kupca. Računamo na to, da bo joint venture profitabilen, to smo tudi zapisali, kot je cilj, da ne bomo s transfernimi cenami vlekli eno stran, drugi na drugo stran. Računamo, da bo tam tudi neka profitabilnost nastala in pa predvsem zato, da razvijamo eno poceni lokacijo za trženje izven indijskega trga, ki bo potekalo preko Kostola. To bi nam dalo en tak potencial za vstop na globalne trge iz dolarskega, kvazi dolarskega središča. Druga pričakovanja, tle bi se obregnil mogoče na podporo slovenske diplomacije. Tako bom rekel, največ informacij smo dobili proti gospodarske zbornice, to moram povedati, tukaj kar nekaj dragocenih izkušenj. Kar se tiče slovenske diplomacije, res, da nismo dost bili tečni, ampak tukaj imam preveč kritičen, ampak razumevanje teh poslovnih tokov ni na ravni, kot bi si ga želeli. Tudi naši poslovni partnerji so bili malo razočarani, ko sem jaz dobil vizo za multivizo v 4 dneh in pol. Naši partnerji, s katerimi sodelujemo že vrsto let, nažalost, enkrat so morali biti osebno iz Bangalore v New Delhiju, potem so morali plačati še agenta, da je šel po vize. Dobili so za 10 dni, s tem, da smo jasno povedali, kaj pričakujemo in tukaj mislim, da bi veljalo pritisniti tako z naše strani, kot še s strani drugega, da se ta izdaja vizumov res mogoče malo na nek način prilagodi nekim potrebam. To je ena taka priložnost, ki jo vidim. Drugo je pa, ko se podajaš eno tako državo, je fajn imeti čim več tudi takih konkretnih izkušenj. Take priložnosti so primerne, zverjam, da tudi neki ljudi, ki ima zagotovo kakšne izkušnje več od mene. Vendar neki klubi definitivno bi bilo fajn, da začnejo se postavljati tudi za Indijo. Zdaj je pravi čas in pa predvsem pogrešamo neko pravno svetovanje. Kolikor ste prej slišali, to je zahteven trg. Sicer v pravnem smislu verjamem, in korporativnem smislu bolj transparenten in obvladljiv, kot recimo kakšna kitajska variant. Ampak vseeno fajn bi bilo, da te smernice dobimo, rečemo, tle imamo zdaj Bangalore, imamo to odvetniško pisarno, ki te priporočamo, pejte tja, imajo že nekaj izkušenj, da vam bojo pomagali poslovno svetovanje. Da bi ne bom rekel, da bi bilo fajn, če bi še kakšen kaj prispeval, ampak vsaj toliko, da nas usmeri v neko pravo smer, da nas zdaj mi prosimo partnerja, če nam lahko da kakšno odvetniško pisarno
zato, da bomo skontrolirali njegovo pogodbo, ki nam jo je predal. To enostavno ne gre. Jaz bom probal to informacijo dobiti od veleposlanika indijskega, gospoda Jeroma, toplo priporočam. Gospod je bil pri meni, potem, ko je bila ena naša predstavnica tukaj, čez 10 dni sem napustil v Gostolu, redno si dopisujemo, res en občutek varnosti z njim sem dobil, zelo razgledan človek, jaz lahko samo dobre stvari povem o njem. Kdorkoli mu bo napisal en mail, zapomnite se, to ste dobili odgovor in če boste povabili firmo, bo prišel in boste odprli debato in vam bo dal konkretne odgovore. Jaz imam malo srečo, on izhaja prav iz Bangalore, tam ko sem mi, zdaj nekako prerivamo dol in 1 milijardi 200 ljudi se ta dva gospoda tudi celo malo poznata, ne? Tako da, evo, svet je majhen. Nekako to so bili vsi signali, da mogoče pa pejmo naprej po tej poti, da poskušamo zadevo speljati do konca. Tako da, zdaj smo pripeljali do neke faze, da zadevo zaključujemo. Dali smo tudi pobudo, zdaj smo z gospodom Markotom malo pogovarjali, verjetno, da bi v priliki obiska v Bangalore tudi naš partner vabi vlado in celo delegacijo, da tam pridemo na nek obisk in da v tej priliki mi zagotovo nek papir bomo podpisali tisti dan, tako da bo malo, veste, za gosto v Sloveniji to zdaj 15. junija po super referendumu, res, ne vem, big referenca v Sloveniji dejansko, malo se heca, ne, majhen trg je, ne, ampak da pa pride neka delegacija v Indiji k nekomu, ne, skozi slovenska vrata, je pa to ena velika reklama za posel, za njega, za naš joint venture, tako da ta bi zelo nam koristila pri nekem širjenju te ideje tudi v Indiji. Zdaj moramo izkoristiti to diplomacijo, ki se zdaj odpravlja dol in jaz delamo maksimalno, da bi si tle še malo odprli ta vrata. Tako da, zdaj upam, da nismo preveč naivni, ampak brez malo kančka naivnosti se pa itak ne moš podajati v svetu, ne, ker je pa preveč poprepavaleč naravno. Evo, sem bil malo daljši, zdaj na to se moram napolniti, malo prostora še od ostalih, da ne bo izpadlo, da so slabo organizirali. Hvala.